Beletrina v živo. Dober dan. Gledate pogovor s filozofom, profesorjem Mladenom Dolarjem, profesorjem filozofije na Filozofski fakulteti v Ljubljani, o Gulliverjevih potovanjih v različne daljne dežele sveta Jonathana Swifta, satire, ki je izšla leta 1726, za zbirko Klasična beletrina pa jo je prevedel Andrej E. Skubic. Profesor Dolar pa je avtor spremne besede. Lepo pozdravljeni, profesor Dolar. Jaz sama sem prvič Gulliverjeva potovanja prebrala v 3. razredu osnovne šole, torej približno 40 let nazaj. In v svoj dnevnik sem takrat napisala drobno opombo, da knjiga vendarle ni tako zabavna, kot so mi govorili. Ko sem jo pa zdaj prebrala, torej po 40 letih, je bilo torej to moj prvi vtis prav nasproten. Izredno branje, zelo zanimivo branje. Kako je bilo pa s tem pri vas? Najprej ste brali v priredbi, domnevam, otroški. Skoraj gotovo. Ja. Skoraj Tudi gotovo. jaz sem bral pač v priredbi, tako kot smo vsi brali v priredbi, vsi smo gor rasli. Slikanica je bila, ne? Slikanica, Tako. priredbe, takšne drugačne, skrešave, take drugačne. In mogoče lahko začneva tudi, da pravzaprav Gulliverjeva potovanja so velika klasika svetovne književnosti, ampak se mi zdi, da nobene knjige v svetovni književnosti ni doletela tako nenavadna usoda, da se jo namreč tretira kot otroško literaturo, nenadoma, in da se jo bere do polovice. Mislim, Torej, gre tretji za- in četrto Tretji, poglavje. četrti del, kot da to ne obstaja. Mislim, ker Gulliver se odpravi na 4 potovanja, različna, ne? In najslovitejše je pač prvo Liliput, kjer se sreča z liliputanci, približno tolikle velikimi, 15 cm velikimi človečki. Drugo potovanje ga pač pelje v Brobdingnag, kjer se vloge obrnejo, on sam postane 15 cm velik človeček nasproti velikanom, ne? In nekako se tu ustavi. Seveda ta dva dela sta zelo učinkovita, nagovarjata domišljijo. Ostala sta pač kot neka klasika v neskončno priredbah, risankah, filmih, vse mogoče okoli Gulliverja. Tretjega in četrtega dela pa kot da ni. Mislim, in res je neverjetno, ne vem za nobeno drugo knjigo, ki se jo tretira prvič kot otroško literaturo, enostavno, kar nikoli ni bilo mišljeno, in drugič, da se jo bere do polovice in se obnaša, kot da tretjega in četrtega dela ni, kjer je pa bistvo, absolutno kdorkoli, vsi literarni kritiki se strinjajo, da pač bistvo Swiftovega pogleda na svet je v četrti knjigi. Ne vem za noben drug primer, da bi se kaj takega zgodilo. Ne vem, koliko ste se uspeli torej, ustaviti pri tem, kaj se je s to knjigo dogajalo ob samem izidu, torej 1700, kdaj sva rekla, 26, ne? 1726, ja. A je bilo že takrat branje tako, tudi sami pišete v spremni besedi, 20.000 izvodov, to je bila takrat zelo lepa številka. Izjemna, Ne? klaro. Ne, Gulliver, v trenutku, ko se je šla Gulliverjeva potovanja, notabene je to naslov, ki je pač neka skrajšava, ki je že takrat začel funkcionirati, pod tem naslovom ni Swift nobene knjige napisal. Ne? Tako je. Naslov je bolj zapleten, pa drugačen. No? Neverjetno je, da knjiga je šla oktobra, se mi zdi, 1726, in do novega leta je po približnih izračunih so natisnili 20.000 izvodov, ne? Kar je za takratne razmere popolnoma nezaslišano. Tudi danes je vredno. Danes bi bilo popolnoma neverjetno. Ne? Mislim, dobro, takrat so bile tudi zmožnosti tehnične produkcije knjig toliko manjše, občinstva branega je bilo toliko manjše, pismenost je bila toliko nižja. Mislim, to so res neverjetne številke, to je ena največjih uspešnic v zgodovini angleške literature in se mi zdi v zgodovini svetovne literature. Ne? Ampak že takrat je bilo tako, ne, da so, vsaj kot pravi angleška literarna teorija, torej, da so jo brali pravzaprav od osnovnih šol do resnih, starejših, izkušenih bralcev. Najprej naj rečem, da to je bil 18. stoletje, je bil nek boom branja. Ne? In leta 1719 je Defoe izdal Robinsona Crusoa, ki je bil do takrat največja uspešnica sploh. Ne? In 7 let kasneje ga je nadkrilil Swift, ne? Da ne govorimo kasneje o te znamenite zgodbe Rousseau, Nova Eloiza, kako sploh niso mogli doseči, dohajati potrebe bralstva. Mislim, tako mesece niso imeli tiskarn, niso imeli tehničnih možnosti, da bi strašno potrebo bralstva lahko zadovoljili. Ne? In 18. stoletje je stoletje branja in želje po branju. Ne? Ja.
Ampak zanimivo, ne? Če pogledamo torej 1726, pri nas v tistem času so se recimo razsvetljenci šele rojevali, naprimer torej Valvazorja ni bilo več takrat, ne? Vodnika tudi ne. Naš čas, mislim, naše konkretne razmere so zelo, zelo specifične. Konec koncev so pač slovenski protestanti v letih od 1550 do 1600 to deželo napolnili stotnijo knjig, ne? V tudi relativno visokih nakladah za takrat pač malo razširjena pismenost. Po letu 1600 pa je pač protireformacija stvar pričakala z ognjem in mečem, pokurili so vse knjige, vse protestantske knjige razen Biblije. Ne? In za naslednjih 150 let ni šla nobena slovenska knjiga. Spravi, torej, imamo neko tako drastična zgodba, zgodovina, slovenska kulturna zgodovina je, mislim, take usode nima noben drug narod. Ker leta 1550 s Trubarjem smo bili v živem kontaktu s takratnim dogajanjem v Evropi. Potem pa 150 let. Potem pa 150 let popolna prekinitev. Ne? Ja. Dobro, je bil nek osamelec Valvazor, ki je pač svojega interesa. In Valvazor notabene je bil del The Royal Society. Mislim, seveda. To ni čisto nepovezano z Gulliverjem. Mislim, bil je pač v zvezi z znanstveniki svojega časa. In 150 let ni bilo ničesar do razsvetljenske generacije, ne? Ki se je začela pač v drugi polovici. Torej, bistveno kasneje. No, ampak če nekoliko poveste, naprimer, o duhu tega časa, torej Anglija seveda, v Angliji se je že takrat dogajalo marsikaj. Tudi če gledamo recimo samo novinarstvo, razvoj medijev in tako naprej, so prednjačili, seveda ne le samo pred Slovenijo, ampak pred celotno Evropo. Sigurno. Zakaj pravim? Ker v spremni besedi ste nekje tudi omenili knjigo, ki je seveda nimamo prevedene, pa bi jo zelo rada prebrala. Dokazovanje, da prepoved krščanstva, kot so stvari danes, lahko spremlja tudi nekaj neprijetnosti in ne bo imela toliko dobrih učinkov, kot pravijo. Je torej napisal pastor Swift, zdaj ne vem točno, mislim, da je knjiga nastala pred Gulliverjem. Ampak kakšna družba je to bila? Torej, res je imel oster jezik, ampak lahko si je privoščil napisati tako stvar, ki bi pri nas danes verjetno imela težave. Ja, mislim, jasno, prvič imel je zelo oster jezik, po tem ostrem jeziku se je zamiril kupu ljudi in tudi Gulliverja so pričakali zelo mešanimi reakcijami. Ne? Od pač te buma bralskega, vsi so hoteli to knjigo imeti, čez noč je postala največja uspešnica, pač, ampak hkrati je v njej toliko političnih budic, ne? Ki jih danes malo težko razpoznamo, ker letijo na neke zelo konkretne historične okoliščine, ampak kot pravim, tudi v spremlji besedi, s tem mogoče niti ne zgubimo tako veliko, ne? Če ne poznamo konkretnih okoliščin. V bistvu v njegovih budicah je več resnice, kot v tem, da bi vedeli neko faktično, neutralno, zgodovinsko, dejstveno, objektivno podlago. Bolj zanimive so njegove budice, njegova izkrivljanja, njegova iskrivost, disproporcionalna, vedno disproporcionalna vizija sveta, izven. Ne? In dobro, ta naslov, ki ga omenjate, je tudi meni neverjetno všeč. Prav neverjetno. Odpravo krščanstva v Angliji utegnejo spremljati določene nevšečnosti. In mogoče ne bo tako dobro izpadlo, kot si nekateri obetajo. Tako. To on kot pastor. To bi radi imeli v prevodu, no? Bi bilo zanimivo verjetno to brati. Tudi druge, ne? Zgodba o sodu. Mislim, da je napisal s tako strupenim jezikom, tako neverjetno žmohtno. No? Imel je smisel za politiko, bil je tudi nekoliko politično aktiven. Bil je politično aktiven, zanesljivo. Vse te njegove budice so pač letele na Uige. No? Ampak povejte nam nekaj, ne? Na Uige seveda, ampak on sprva je bil bližje Uigom, seveda, kot Torijem. Sprva je bil bližje Uigom kot Torijem, ampak mislim, kako smo si nejasni, mislim, Swift je bil konzervativec svojega časa. On je bil velik konzervativec. Ampak on je dejal, politično sem bližje Uigom, kar se pa vere tiče, sem pa absolutno Torij. To je eden od citatov, ki se pojavlja v zvezi s tem. No, zdaj, jasno, da po smrti kraljice Ane, leta 1714 je Swift in cel ta njegov krog, so pa padli v nekakšno nemilost in potem to je bil čas Roberta Walpola, spravi prvega pravega angleškega prime ministra,
ki je vladal 21 let, je bil prime minister, še vedno noben drug prime minister po njem še ni dosegel tega rekorda. Tako. In takrat se v Swiftu ni dobro pisalo in temu njegovemu krogu. In, Alexander Pope je Alexander recimo Pope, tako recimo, je bil slavni, najpomembnejši pesnik iz tega časa, serija drugih ljudi, Arbuthnot, John Gray in tako naprej so bili pač intelektualci, vsi z vsemi žabami namazani, mislim, s svojim ironičnim, ostrim jezikom, prav neverjetnim, mislim, ne. Oni so ga v bistvu določili, da napiše satiro na potopise, ki so bili nekako prevladujoč oni so žanr imeli ta tega časa. Martinus Klibrels Club, ker so se pač dobivali in širili svoje ironične budice na politične razmere tedanjega časa. In ena od stvari, ki so se takrat pač valile naokoli, so bili potopisi. In treba je vedeti, da to je bil velik žanr, že v 16. stoletju, zlasti v 17. začetku 18. Pač takrat so se res odkrivali celi ogromni novi deli sveta. Ljudje so potovali v te nove kraje po Kolumbu, no, pač. In pisali potopise. Ne, in ti potopisi so postali nek cel žanr. In žanr za Swifta vreden posmeha, ker je bilo očitno, da so si vsi ti potniki zmišljevali, zdali malo duška svoji bujni domišljiji, kamorkoli so prišli, so videli, kar so videli, ampak hkrati dopesnili zraven najbolj neverjetne dogodivščine. Ne. Evropocentričen pogled ga pa ni motil. In do kraja evropocentričen pogled. In to je Swift zelo dobro videl, da pač kakorkoli opisujejo neke eksotične daljne dežele, toliko bolj je jasno razvidna njihova vpetost v predsodke takratne Anglije. Obe plati je videl. Ne, mislim. In oni so mu rekli, da je mogoče s svojim jezikom, a ne bilo fajn napisati eno parodijo ali eno grotesko iz tega žanra tedanjih potopisov. In on se je tega lotil, napisal te 4 potopisa. Ne. In tukaj imamo res ta nekako neverjetna okoliščina nastanka, da nastanek je pravzaprav zelo datiran, z nekim posebnim namenom in tako naprej. Danes za to potopisno literaturo nihče ne ve. Mislim, to moramo nekako prebrati v opombah, da takrat je obstajala potopisna literatura in da človek se dela norca iz nje. Ampak parodija na to potopisno literaturo je pa ostala. Je ostala, ker je napisana s tem briljantnim umom, s tem briljantnim smislom za grotesko, za disproporcionalno, za izkrivljanje realnosti. Tisto izkrivljanje realnosti, ki šele pravo realno jedro privede na dan. No, vi pišete to zelo zanimivo, torej o tem zamiku perspektive, paralaksa. Kaj on s tem pravzaprav doseže? Torej, najprej, saj boste vi razložili, da ne bom jaz izkrivljala vaših besed. No, mislim, jaz sem tej spremeni besedi dal naslov pač paralaksa, ki je malo tehničen termin, ki izhaja iz astronomije, ampak recimo za te potrebe je paralaksa pač pomeni zamik perspektive, se pravi, da neko stvar lahko pogledamo iz 2 radikalno različnih perspektiv. In da med tema 2 pogledoma ni neke srednje poti ali srednje mire, ali ne moremo reči deloma to, deloma ono, ali pa naredimo rajši sintezo, ali karkoli. Mislim, resnica je ravno v tem zamiku. V samem zamiku perspektive se tle šele pride neka ost resnice na dan. In najbolj stvar je učinkovito napisana tako, da se začne najbolj elementarno, pa z zamikom perspektive glede velikosti, disproporcionalnosti velikosti. In treba je vedeti, da je disproporcionalnost velikosti takrat bolj obletavila domišljijo, kot jo ne mara danes, ker teleskop in mikroskop sta bili 2 nedavni odkritji. In to, da se je pač človeštvo nekako prišlo do mikroskopov in teleskopov, je popolnoma spremenilo razsežnosti našega univerzuma, proporcije našega univerzuma. Mislim, prišlo je v splošno zavest ljudi, z enega gledišča smo neskončno majhni, z drugega gledišča smo neskončno veliki, obstajajo mikroskopsko majhne stvari, ki sploh do včeraj nismo vedeli, da obstajajo. Zapravi, ta zamik perspektive je bil vpisan v duh dobe, v neko splošno izkušnjo duha dobe, intelektualno izkušnjo duha dobe. In s tem pač Swift začne, z tem, da najprej smo disproporcionalno veliki v razmerju do teh liliputancov. In seveda zaporedje je pomembno, ker začne pač tako, da pravzaprav godi našemu lastnemu samoljubju in megalomaniji.
mi smo velikani, oni so tam pritlikavi. Ne. Vsakdo se vidi nekako malo polaskan s tem, kako je pač Gulliver v razmerju do enih tam majčkenih škratkov, liliputancov in tako naprej. Ne. Ampak takoj naslednji korak, ne, pač perspektivo za obrnjenje, Adamo se sam znajde v vlogi pritlikavca nasproti velikanom. Ne. Naravno sam izkusi, kaj pomeni biti pritlikavec in nemočan v razmerju do nekih sil, ki ga daleč presegajo. In hkrati je v tem nesorazmerju velikosti je tudi nek njegov moralna podstat, moralni nauk, implikacija, da pač fizična velikost in majhnost ima moralne implikacije. Liliputanci, ne samo, da so fizično majhni, ampak če pogledamo to njihovo družbo, je pač to družba, ki jo preveva klečeplazenje, povzpetništvo, ljubosumnost, okrutnost, pohlep, ošabnost, vse slabe plati naše družbe pridejo tle v miniaturi na dan. Ne? V nekem miniaturnem teatru uprizarjajo slabe plati naše družbe. Ja. Ne? Na drugi strani pa so v Brobdingnagu pač ti velikani, ne? So konec koncev tudi moralno velikani v razmerju do nas. Ne? Živijo v neki družbi, ki je pravična, še bolje urejena od naše. Ne? Ampak je to tudi beraška družba, ne? Tudi ni idealna. Ne? Uživajo, ko so te javne eksekucije. Torej, tudi niso perfektni, recimo. Ne? Mislim, na prvi pogled je tako. Ne? Na prvi pogled, mislim, prvi dispozitiv, no, prvi dispozitiv je tak, tako, da pač liliputanci so tudi moralno miniaturni, Brobdingnagovci so tudi moralno velikani, v primeri z nami. Ne? In tudi, ko pač Gulliver opiše temu Brobdingnavskemu kralju, kako se stvari dogajajo v Angliji, potem ta kralj reče, ja, potem, ker te poslušam, ne, to je ta vaša dežela najbolj, ogabna golazna, ki se kdaj plazila po tej zemlji. Ne, mislim. No, zanimivo, o Liliputu vemo vse, o Brobdingnagu pa nič, ne? Kot je uvodni citat. To je Gregor Staniša, pesem z naslovom Brobdingnag, ki se mi zdi izjemna. Ki se mi zdi izjemna, zato sem vzel ta citat. O Liliputu je vsakdo vse, o Brobdingnagu nikdar nič. O Liliputu je vse znano, o Brobdingnagu nikdar nič. Nikdar nič, ne? No, ampak torej, zanimivo, kako prehaja med temi poglavji tudi sam junak. Ne? Torej, na začetku doživi brodolom, potem je tam nekje zapuščen, potem ga poteptajo tujci, na koncu še njegovi lastni ljudje. Ne? Torej, svet je res krut, nima ga rad. Torej, zdaj govorimo o Jonathanu Swiftu, seveda. Jonathan Swift je obveljal za enega največjih ljudomrznikov. In piscev otroške literature. Mizogin in ljudomrznik. Mislim, res mizantrop. In najbolj nenavadno se mi zdi, da je iz tega nastala otroška literatura. Kdorkoli je resno prebral ta roman, zadnja stvar, ki je pomislil, da dajmo to otrokom kot... Tako. Mislim, on pač ni humanist. On absolutno ni humanist. On misli, da je nekaj globoko narobe s človeško naravo. Ampak hkrati je pa tudi zanimivo to, kar ste prej rekli. Ne? To je bila že duhovna podstat tistega časa, torej ta znanstvena raziskovanja, torej teleskop, mikroskop in tako dalje. Ampak hkrati je pa Jonathan Swift človek, ki pa pravzaprav zavrača vsa ta znanstvena dogajanja, sploh tisto abstraktne veje znanosti. Ne? Torej Isaac Newton, ne? Ali pa Edmund Halley, to so vse za njega nekoliko odveč. Ja, mislim, zdaj prva dva dela so napisana okoli tega disproporca velikosti. Ne? In ja, kot ste prej omenili, na prvi pogled je tako, ampak če na drugi pogled pogledamo tudi to idealno brobdingnavsko družbo, domnevno idealno se tako izkaže. Tudi precej vprašljivo, tako kot se liliputanska po enih poteh, zavojih vendarle kaže kot zelo zanimiva. Mislim, ni tako, da bi bilo, enostavno ni črno-belo. Mislim, ta satira je mnogoplastna satira. Mislim, dlje ko beremo, bolj mnogoplastna se pravzaprav stvar zdi. No in v tretjem delu se pač, zdaj prehajamo v tisti del, o katerem ne ve nihče nič, o Brobdingnagu še, no, ampak v tretjem in četrtem delu pa nekako, kot
kot da nas je zadela vse splošna socialna literarna amnezija. Ne. Zakaj omagamo pri tretjem delu? Kar Zakaj nekako- smo omagali? Ja, ne vem, kar smo omagali. Mislim, jaz nimam dobrega odgovora na to. Aha. Nimam dobrega odgovora. Vi ste napisali, da tretji del je tudi, se kar malo težko prebiješ, če vsa tista potovanja in Dobro, paralakse, ki so različne. No, ne? zdaj je tako, da malo je resnice v tem, da je majčkanje Swift sam kriv tega. Ne. Tretji del je napisal na zadnje. Ne. In je videl, da, mislim, kot četrti del je vendarle iz enega kosa in tam ve, kaj hoče. Stoji. No. Ja, stoji. V tretjem delu pa je malo nametal razne stvari, ki so mu nekako ostale ali karkoli. Nenadoma Gulliver potuje ne v eno deželo, ampak 5 različnih dežel, od tega ena Japonska, mislim, da Bog pomaga, kje je našo Japonsko. Mislim, Edina realna država v celi dežela, v celi knjigi. Kaj tam to pove v njegovem odnosu do Japonske? To je bizarno, no, vsekakor. Ne. In če poskušamo eno rdečo nit izluščiti iz tega tretjega dela, ne, potem je natančno ta, o kateri ste govorili, no, da pač Swift globoko pripada seveda obdobju razsvetljenstva, ampak ob enem zelo kritično in skeptično pripada tej svoji dobi. In predvsem kritično in skeptično v razmerju do novoveške znanosti. In njemu je pač ta velika združba znanstvenikov takratna z Isaacom Newtonom na čelu. Isaac Newton je umrl nekako tistega leta, ko je šel Gulliverjeva potovanja. Mogoče leto, tam nekje. Humboldta še ni bilo, se je pa nakazoval. Humboldta še ni bilo. 1687 se mi zdi Isaac Newton, pač Principia Mathematica, ki je pač ena od utemeljitvenih knjig sodobne fizike, mislim, svet je napisal v matematičnem jeziku. Ne. In konec koncev, če pogledamo zgodovino sodobne fizike od Galileja preko Newtona in naprej, je to zgodovina pač nekega razbijanja, razgradnje, dekonstrukcije vsakdanjega izkustva. Ne. Svet ni takšen, kot se kaže, napisan v matematičnem jeziku, polnoma abstraktnem matematičnem jeziku. Ne. Iza teh fenomenov, s katerimi smo okroženi, se skrivajo skrivna matematična pisava. Ne mara Božja pisava, ne mara je pač Bog bil matematik. In se pravi, ta fizika, razvoj fizike deluje kot zelo mogočna sila proti common sensu. Ne? Proti temu zdravemu razumu, vsakdanjemu razumu, nenadoma pač, že Kopernik, no, pač tako očitno vzame tla spod nog nekemu najbolj običajnemu človeškemu izkustvu in reče, gledajte, Sonce je središče, nasproti s tem, kar se vam zdi. Cela fizika, radikalno od Kopernika naprej, pač postavlja pod vprašaj ravno common sense. To, kar je naše zdravo vsakdanje izkustvo. Swift pa je bil virnik v common sense. Njemu se je zdelo, da ta fizika govori o nekih tako abstraktnih in oddaljenih rečeh, ki jih izpostavlja totalnemu posmehu. Ne? In treba se vrniti. Zanimivo, ne, človek, ki je zmožen tolikih odtenkov, tolikih različnih plasti svojega pisanja, se odloči, da to pa... Se odloči, da sodobna znanost je nekaj, kar človeku škodi. Ne? Škodi nekemu osnovnemu, naravnemu, moralnemu čutu, nekemu osnovnemu, praktičnemu načinu, kako živeti v tem svetu, in temu bi morali ljudje pač po njem slediti, če bi nekako skušali izpostaviti direktno, naravno pač v klartekstu z njegovo poanto. Ne? Samo take poante ravno nikoli ne moramo zares izpostaviti. Zato, ker je to vedno stvar za dvojnim dnom in vedno se ironično sprevrača. Tudi če to poanto izpostavimo, je tudi sama ta poanta izpostavljena določenemu posmehu znotraj Swifta. To je dejansko labirint, ni tako. Ampak v tretjem delu je, poanta bi bila točno v tem, da pač držimo se našega common sensa, našega vsakdanjega izkustva in našega moralnega, naravnega moralnega čuta in ne se pustiti izkoreniniti vsem teh tehnološkim čudesom in novim čudnim abstraktnim spoznanjem o svetu, ki jih zdaj forsira moderna znanost.
So potem tudi ti njegovi pogovori z starimi, recimo, ne? Torej Aristotel, torej pogovarja se z duhovi, velikih z vseh, ljudi. Ali to tudi sodi v ta kontekst, torej tega prehoda v neko sodobno, moderno dobo? Ne? Absolutno sodi v ta kontekst, ker za njega so pač veličine, s katerimi se lahko pogovarja, Epaminondas, Sokrat in tako naprej, ne? Kato mlajši. Mislim, to so pač veličine antičnega sveta, pretežno. Ne? Ljudje, ki res vedo. Ljudje, ki so res bili vzor neke plemenitosti, pogumne, pokončne drže in zavzemanja za svobodo, ampak tudi zavzemanja za neko človeško dostojanstvo, tako kot ga je razumel. In edino v teh vidi svoje prave sobesednike. Ne? In kot je dobro pozorno interpret, od 6, ki jih navede, je v bistvu samo zadnji, Thomas More, je kristjan. Konec koncev, pastor Swift, ne, najde svoje prave sobesednike v predkrščanskem svetu. Tam je bila plemenitost. In njegov pogled je zanesljivo, malo katastrofičen, da pač absolutno ne verjame v napredek in bolj ko napredujejo civilizacije, večja katastrofa. Ne. Mislim, če bi zdaj zopet skušali klartekst nekako izpostaviti. Napredek je naša katastrofa. Kaj pa potem 4. del? Mislim, 4. del s temi umnimi konji in jahuji in... 4. del je pa pač, mislim, da je res njegovo mojstrstvo, njegova vizija. Jedro. In nazadnje je v 4. delu. Ne, in tudi vsi resni interpreti se nazadnje popolnoma fokusirajo na 4. del. In 4. del je pač... Najprej nenavaden v tem, da pač tam najprej, ko pride v to nenavadno deželo, A je to namenjeno temu, da se izgovarja? Da se ne more izgovoriti. Ker je neuresničljivo. Da se pač ne more izgovoriti. In ko pride v to čudno deželo, nenadoma naleti na kaj? Naleti na, tako rekoč, na samega sebe. Ne? Vseh drugih je doletel na neke ali orjake, ali priklikovce, ali razne čudesa. Ne? In tam najprej naleti na, tako rekoč, na samega sebe, pravi na najbolj odurno žival, ki jo kdaj videl. Ne? In to so jahuji. So jahuji, ki nekako izgledajo tako kot on. Ne? Imajo grozen telesni von. In smrdijo, strašno smrdijo. So jahuji, ki so pač ljudje, kot ljudje, ampak utelešenje pač nagonske strani človeške narave, se pravi utelešenje živalske strani človeške narave, tako rekoč. Ne? Smrdljivi, umazani, ne vem, cela ta... Ne? Vse najslabše lastnosti. Vse najslabše lastnosti so v bistvu jahujske. Ne? In Gulliver je pravzaprav zelo zgrožen na tem, da je on sam jahu po svoji fizični konstituciji, ne? In da od tega svojega jahujskega telesa se ne more odlepiti. Ne? In na drugi strani pa imamo kako zdaj to izgovarjamo, zanimivo, ko bo kolega Lotrič, če bo to bral. No, to bo zdaj. Veste kaj, on se bo sigurno dobro znašel. Kako se bo lomil jezik za to besedo. Ki so pa konji. Spravi, oni so konji, plemeniti konji, na svojem konjskem jeziku. Ne? Mi pa pravimo, ne, kakšen konj si. No, in konji so pač nek vir vrline, plemenitosti, ne? Naravne uporabe pač uma. Ne? Take, ki ne sega preko meja. No? Mislim, da ena od poant Gulliverja bi lahko razumeli tako, ne segaj preko svojih meja. Ne segaj preko svojih meja. To, kar veš, je dovolj. Ne poskušaj vedeti tistega, kar je onkraj, kar je presega naše zmožnosti. Na tem pogledu, mislim, je Swift konservativec, seveda. Ne? In dobro, ti hovi ki so pač ti totalno plemeniti konji in ki jih ne muči nobena strast, ki ne rabi nobene prepovedi, zato ker so njihova želja je že v skladu z njihovim zakonom. Pravzaprav ne rabijo biti ukalupljeni v nekaj, ker to, kar počnejo, je že po naravi dobro. Nimajo besede za laž. In nimajo besede za laž, nimajo besede za nobeno od pregreh. In če jim hoče Gulliver pojasniti, kaj je to laž, reči nekaj, kar ni. Ne?
a jim to ne gre čisto v glavo, kako je mogoče reči nekaj, kar ni. Ne? In kadarkoli rabijo kakšne negativne besede v svojem besednjaku, v svojem jeziku, pravzaprav vse te negativne besede in lastnosti lahko dobijo samo od Jahujev. Spravi, oni v njihovem univerzumu ni nobene hudobije, laži, karkoli, prevaranstva. Sploh. Nekoliko je to tudi svet apartheida, ne? Oziroma nekoliko. Ne? No, svet apartheida. Najprej masovno je pač očitno, da je zamik perspektive v tem, da pač konji tam tretirajo ljudi tako, kot mi tretiramo živali. Da. Se pravi, to je prvo pravilo igre v tem zadnjem 4. delu. Ne? In tretirajo kot vlečno živino, tam maltretirajo na vse mogoče načine, prezirajo popolnoma in v enem trenutku mirno razglabljajo o tem, pravzaprav je to taka nadloga, ne bilo bož, da bi se jih snepili. Se predlagajo, kaj rečem, holokaust. Dajmo jih, ti Jahuji to grozen, dajmo se jih znebiti. Pa se nekako odločijo, da ne, ampak mislim, to se jim zdi popolnoma nič problematičnega. In Orwell, ki je napisal, George Orwell, ki je napisal sjajne eseje o Gullivih potovanjih, pravi, da ja, poglejte, obravnavajo malo tako Jahuje kot nacisti Jude. In poleg tega je ta hovihmska plemenita družba tudi znotraj segregativna, pravi kastna na nek način, zato ker so pač konji eni, sivci, belci, črnci po svoji barvi so pravzaprav naravno predisponirani za više sloje ali za nižje sloje in se nobeden ne protivi, nobeden se ne razburja na tem, da pravzaprav po naravi pripada določenemu sloju. Tako da, seveda, z našimi očmi gledano je to družba, ki je v sebi neskončno dobra in tako naprej, ampak spontano rasistična. In tukaj je nek moment, Mara, kjer tako kot Swift izpostavlja spontane predsodke ves čas, Mara pa tukaj vidimo njegov vlastni predsodek. Tako da ga on sam nekako ne. Jonathan Swift. Ja. Jonathan Swift, mislim, nujno branje, ne, bi človek rekel. Nujno branje. Od začetka do konca. Nujno branje. Ne, še to bi rekel o Jahujih. Yahoo še obstaja, torej kot podjetje? Yahoo kot podjetje absolutno obstaja. Ampak imajo težave. Ampak od tod ima Yahoo podjetje seveda svoje ime. Mislim, to, kar je zanimivo pri Yahujih, je na prvi pogled je videti, da je to pač naš davek naravi. Naša živalska podstat, od katere se ne moramo odlepiti. Ampak na drugi pogled, če pogledamo, mislim, Jahuji, tisto, kar je narobe z Jahuji, sploh ni to, da so živali. To bi bilo ok, če bi živali. Narobe je to, da so degenerirane živali. To so živali, sprijene živali so to. So živali, ki se ne držijo naravne mire potrebe. Ki nimajo naravne mire. To so živali, ki segajo preko svoje narave. In v tem je dobro, nekako tudi ne mara freudovska poanta te zgodbe. Mislim, ljudje smo opremljeni za nagoni, ki segajo preko naravne potrebe. In Jahuji na določen način uteleša ravno to nagonsko plat seganja preko vsake mire. Preko naravne mire. V raznih. Torej ni rešitve. Ni rešitve. Swift ne ponudi nobene rešitve nikjer. Ja, mislim, konec je tako ironičen, da bi ne mogel biti bolj. Mislim, ta Gulliver, ki skozi prva 3 potovanja je ves čas isti. Nekako, karkoli se mu zelo bizarnega zgodi, ekstremnega in tako naprej, on je prenaša. Unperturbed, mislim, je pač malo nek naivni. To je nasprotje Bildungsromana. Bildungsroman je ravno to, da si junak skozi svoje peripetije, dogodke, izkustva spreminja, razvija, rase. On se skozi prve 3 dele ne spremeni nič. Karkoli se mu zgodi. Od začetka do skoraj do konca. On je Gulliver. In tudi pravilna, sama izgovorjava beseda je Gulliver. Iz Gulliver. Seveda ni Gulliver. Ni Gulliver, kot smo se navadili. Tukaj je pač Gulliver pomeni pač lahkoviren. Ampak nenadoma v 4. delu pa vendarle ga preveva spoštovanje, občudovanje teh ljudi, teh konjev, brez sleherne strasti, plemenitih živali in nenadoma jim hoče biti enaki, ampak jim zaradi svojega jahujskega telesa
ne more. Ne. In ko se vrne nazaj v Anglijo, nazaj v jahujsko družbo svojo, mu vsi ljudje tako smrdijo in se mu zdijo tako grozni, da še svoje žene in otrok ne more prenašati. Ne, in se pač preseli v štalo z 2 konjima in se vsak dan z njima 4 ure pogovarja. Ampak na koncu dovoli ženi in otrokom, da se vrnejo. Na koncu nekako pride do neke izsiljene sprave, da pa vendarle sprejel svojo ženo, pa bo vendarle nekako poskusil živeti v tej grozni jahujski družbi. Uporabili ste besedo sprava. Profesor Dolar, hvala lepa za to zanimivo razmišljanje o knjigi. Mislim, da bom nekatere zdaj stvari še enkrat šla prebrati, potem, ko sem se pogovarjala z vami. Hvala lepa. Hvala vam. Beletrina v živo.